Zdravo. Zdravo. Naj pa zanima, kaj se dogaja na avtoodpadu. Tukaj pri nas prejemamo izrabljena vozila. To so ponavadi kakšna stara vozila, ki so v bistvu niso več primerna za vožnjo. Lahko so pa tudi novejša vozila, zato ker so poškodovana in se jih ne splača popraviti, ali pa sploh ni možno, da se jih popravi. Kaj se zgodi z avtomobilom, ki pride k vam? Avtomobil, ki pride k nam, ga pri nas kot prvo obravnavamo kot odpadek. In avtomobil, ki pride k nam, je tudi nevaren odpadek, ker ima tudi nevarne snovi in nevarne tekočine. In zato ga kot prvo moramo mi osušiti. Se pravi, ga moramo odvzeti vse nevarne snovi, da bo postal nenavaren odpadek. Boste pomagala tudi vi dva danes, ne? Ja. To je pa Marko. In zdaj boste vi, tukaj imaš dva pomočnika in danes boste osušili, boste ti pomagali osušiti eno avto. Boste mi pomagali. Dobro. Najprej bomo odčralkali dol gume. Bomo še to drugo? Ta je malo bolj težka, kaj pridi zdaj mi dobro. Bomo še probal. Tako pa pokotalimo. Kaj pa zdaj, ko so gume dal? Zdaj moramo pa iz avta izsušiti tekočine. Samo to bo kar po tleh teklo, ali kaj? Ne, zato imamo pa mi tako napravo, to je zaprti sistem osuševanja. Preko te naprave bomo posesali tekočine iz avta in bojo po ceveh odtekle v sosednji prostor, kjer je skladišče teh odpadnih tekočin. Zakaj ne gre pri tem avtu tako lahko odpreti havbo? Ja, vidiš, ta avto je karamboliran, to ni tako kot pri navadnem mehaniku, ker to se vse zlahka odpre, ampak moramo se kdaj biti malo iznajdljivi in si pomagati s kakšnim drugim orodjem tudi, ne? Da imamo zdaj mi dva lepa. Evo ga, pa smo ga prepričali. Najprej bomo izsušili, kaj bomo tukaj, fris recimo, boš ti prijemal tole zasesat, tole iglo, ti boš pa obrnil v levo gumb. Tako pa ga vtakni noter, tako, evo. No, zdaj pa lahko zdaj obrneš. Tako. To zdaj teče v sode? Ja, to zdaj preko našega tega osuševalnega stebra teče po ceveh v sod. Tako. Kaj nas pa še zdaj čaka? No, zdaj bomo pa avto še dvigali, ker moramo še bencin osušiti z vozila. Tako da je najbolj, da mi spet pomagata dvigati avto. Moramo tisto napraviti tam. Kje pa je rezervoar benzina? Rezervoar benzina je zmeri pod avtom, ga imamo tukaj. Tako da s to napravo bomo pa to zvrtali in posesali od eno. Tako. To zdaj že sesa, zdaj moramo pa zvrtati. Zdaj, ko smo avto osušili, je pa tukaj v bistvu pozicija za razstavljanje vozila. Tukaj je Belmin in on vam bo pokazal, v bistvu boste pomagali razstaviti vozilo. Ločili boste čim več različnih materialov, ki se jih da potem v kontejnere, ki gre v druge reciklažne centre. In pa seveda boste tudi ugotovili, kateri kosi so pa še dejansko avtodeli so še uporabni, da jih lahko damo v skladišče za ponovno uporabo. Kaj vse bomo pa razstavili? Tukaj pišu reči, katere treba pobrati za avto. Ker se pravi prednji, zadnji odbijač, motor, menjalnik, sprednja prema, zadnja prema, zaganjalnik, alternator, kompresor, računalnik, kabli, katalizator, hladilnik, kondenzator, interkuler in vetrobransko steklo. Kaj bomo pa zdaj naredili? Zdaj bo pa Vilčar dvignil motor, so še samo dva vijaka za odstraniti, ker sem jaz že vse pripravil. Nič narobe. In je že vse odklopljeno. Zdaj Marko malo spustimo, počasi. Evo, motor gre. Še. In zdaj odložimo motor na delovno mizo. Evo, avto smo razstavili, ja kaj pa zdaj?
Zdaj ste tam v bistvu, ko ste razstavili avto, ste ločili materijale po kontejnerjih in tiste uporabne dele, ki jih je Belmin ocenil, da so še lahko jih damo ponovno v uporabo, grejo tukaj zdaj v to skladišče in bojo poiskali novega kupca, da bo lahko šlo v avte, ki se še vozijo. Je pa še res veliko stvari za uporabiti. Ja, zdaj pa gremo pogledati, kako še avto stisnemo. Zdaj to je pa Dragan, on tudi stiska ta vozila. A greva lahko malo pogledati ta stroj? Zdaj, ko je ugasne, lahko greste si pogledati ta stroj, potem, ko bo pa v bistvu stiskal avte, se bomo pa umaknili na varnostno razdaljo in bomo opazovali bolj oddaleč. Zakaj pa sploh stiskate avtomobile? Te avtomobile stisnemo zato, da zmanjšamo v bistvu volumen in je potem tudi v bistvu, kadar gre to v naglo, v drobilnik naprej, naprej na dodaljno reciklažo, potem v bistvu lahko naložimo na ta kamion več avtomobilov. Če so tako stisnjeni avtomobili, potem lahko na šlepar naložimo več kot 20 avtomobilov, če jih pa ne bi stisnili, potem pa ne bi šlo niti 10 avtomobilov na kamion.